prvega stanovanja. Trenutne razmere na trgu nepremičnin so nore. Po eni strani so cene stanovanj letijo v nebo oziroma so rekordno visoke, po drugi strani pa imamo tudi izredno ugodna stanovanjska posojila, a kaj ko na posojila vpliva tudi redna zaposlitev. Slišali smo, da ima manj kot 50% mladih v starosti do 29 let službo za nedoločen čas, ki pa je zelo seveda pomembna pri najemanju stanovanjskega posojila. O tem, kako do prvega stanovanja, se bom pogovarjala z Andražem Briljem, ocenjevalcem vrednosti nepremičnin pri Capital Genetics. Zdravo, Andraž. Živjo, Marja. Živjo. Najprej bom nekaj statistik navedla, ker se mi zdi zelo zanimivo. In sicer približno 63% mladih še vedno živi pri starših, kaže zadnja raziskava Mladina 2020, kar 45% mladih pa je povedala, da stanovanjska problematika zanje predstavlja zelo pomemben oseben problem. Ovire sega vse od nezmožnosti nakupa stanovanja s povprečno plačo, nezmožnost pridobitve primernega kredita, pa vse do nezmožnosti zagotovitve ustreznega bivanjskega tipa nepremičnine, pa tudi lokacije. Problem je torej večplasten. Te statistike mogoče kaj presenečajo? Ne, te statistike me ne presenečajo. Kot si sama tudi rekla, je ta problem res večplasten in ga treba pogledati iz večjih vidikov. V vsakem primeru je v naši mentaliteti to, da si želimo lastniškega stanovanja. Tako smo bili nekako vsi vzgojeni, tako je navada v naši družbi, kar je recimo v primerjavi z neko Ameriko ali pa drugimi mogoče zahodnimi kulturami mogoče malo drugače. Tukaj si vsi mladi želimo lastnega stanovanja in lastne nepremičnine. Se zdi, da je, če ne kupimo nepremičnine in smo v najemu, da je to metanje denarja skozi okno. Tako so v bistvu nam vedno govorili in tako tudi vsi razmišljajo. Redko kdo si naredi v bistvu izračune in mogoče premisli v možnosti najema stanovanja. V vsakem primeru je definitivno velik problem pri nakupu lastne nepremičnine so finance. Trenutno smo na nekih rekordnih gibanj, na rekordnih cenah, kar večini mladim onemogoča njihovo kreditno sposobnost. Po drugi strani pa je problem tudi ne samo v financah, kot smo že prej rekli, da je večplasten, je problem tudi v pomanjkanju neke kvalitetne ponudbe in nekih dostopnejših stanovanj za mlade. V tem pomanjkanju ponudbe si lahko investitorji privoščijo zelo visoke cene, premalo konkurenčnega okolja med samimi investitorji in premalo nekih novih stanovanj pride na trg in to vse skupaj poganja v višave, kar smo priča tudi sedaj.